16. septembra 2020 so se v Slovenskih Konjicah začele aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti, ki je trajal do 22. septembra. V Sloveniji jih je med 212 občinami k projektu pristopilo 78, konjiška občina že 10. Uspešna je bila na razpisu in iz tega naslova prejela denarna sredstva za aktivnosti. V okviru projekta se je zvrstilo več dogodkov, na katerih so sodelovale vse konjiške osnovne šole, vrtec in gimnazija Slovenske Konjice, turistično-informacijski center Slovenske Konjice, mladinski center Dravinjske doline in območno združenje Rdečega križa Slovenske Konjice. Vse dni Evropskega tedna mobilnosti 2020 je bil tradicionalno preko konjiških vzgojno-izobraževalnih zavodov izveden pešbus, ki je zagotovil varen dostop otrok do šole, v vlogi spremljevalcev so nastopili učitelji in starši. Na delavnici Urbano kolesarjenje so spoznavali osnove vožnje z električnimi kolesi, ki so na voljo za izposojo z vsemi ustreznimi navodili. Predzadnji dan je potekal tečaj nordijske hoje, ki je bil izveden v Slovenskih Konjicah z začetkom v parku Baron Vaj. Pot je potekala naprej čez staro mestno jedro do Trim steze v parku. Hojo v praksi je občina izvedla skupaj s Centrom za krepitev zdravja Slovenske Konjice z Matejo Rebernak in Nadjo Sojč. Udeležencem v Slovenskih Konjicah se je pridružil tudi župan Darko Ratajc in z njimi spoznaval veščine in prednosti tega športa za zdravo življenje. Nordijska hoja je ena najbolj učinkovitih in dostopnih telesnih aktivnosti. Na videz izgleda zelo preprosta, a vendar od osebe zahteva nekaj osnovnega znanja o tehniki hoje, da je ta kar se da učinkovita. Potrebne so palice, ki so jih občini brezplačno zagotovili občanom, ki so se prišli preizkusiti v hoji. Konjiška občina je želela z izvedbo te aktivnosti opozoriti na pomembnost hoje v vsakdanjem življenju. Novost letošnjega Evropskega tedna mobilnosti so postavljeni peš kažipoti. To so posebne talne označbe za hojo, na katerih je časovnica, koliko minut porabimo, da pridemo od označbe do druge točke. Označene so pomembnejše lokacije v kraju iz različnih področij, nekatere znamenitosti in sedež občine z upravno enoto. Peš kažipoti so označbe za hojo varne in udobne poti. V sklopu Evropskega tedna mobilnosti želijo z vsemi aktivnostmi opozoriti na škodo, ki jo povzroča vožnja z avtomobilom in na načine, s katerimi lahko občani prestopijo med brihtne potnike, ki potujejo okolju prijazneje in s tem prispevajo k zdravemu načinu gibanja. V tednu od 16. do 22. septembra 2020 se je v vrtcu Slovenske Konjice na vseh enotah odvijal teden mobilnosti pod sloganom Izberi čistejši način prevoza. Trajnostna mobilnost je način življenja in pomembno je, da jo kot vrednoto predstavimo tudi otrokom in njihovim staršem, saj se navade oblikujejo v najzgodnejšem otroštvu. Osnovni namen je ozavestiti otroke in njihove starše o pomenu hoje, kolesarjenja in uporabe javnega prevoza v vsakdanjem življenju. Še naprej se bomo trudili in čim več poti opravili peš oziroma brez avtomobila, so na koncu sklenili otroci. V enoti Prevrad so se pogovarjali o vrstah in določenih lastnostih posameznega prometa, sami načrtovali in prehodili del poti do vrtca, se odpravili do pešbus postaje, kolesarili, se vozili skiroji in veliko hodili peš do raznih konjiških znamenitosti. Otroci so ob zgodbici o belem zajčku, ki jih je obiskal v igralnici, spoznavali pomen zdravega načina življenja z veliko gibanja in skrbi za okolje in o različnih načinih prevoza ter potovanja nasploh. Beli zajček je zgodba, ki je namenjena spodbujanju trajnostne mobilnosti in razvijanju vrednot, povezanih z zdravim življenjskim slogom. S pomočjo te igre se tematika trajnostne mobilnosti v vrtce prenese prek zgodbice o belem zajčku, katerega kožušček je umazan zaradi izpušnih plinov avtomobilov. Cilj igre je očistiti zajčkov kožušček, to pa lahko otroci naredijo z vsakim okolju prijaznim in varnim načinom prihoda v vrtec in nalepijo belo piko na njegov temen kožuh. Pri tem se za okolju prijazno potovanje šteje pešačenje, kolesarjenje, vožnja z javnim potniškim prometom, s avtobusom ali vlakom in kombinirano potovanje. Začetni del poti se opravi z avtomobilom, zaključni del pa peš, in sicer tako, da se vozilo parkira vsaj 200 metrov od ustanove. Otroci vrtca Slovenske Konjice v enoti Tepanje so v okviru Evropskega tedna mobilnosti v jutranjem krogu pripovedovali, s kakšnim prevoznim sredstvom so prišli v vrtec, peš, s kolesom, z javnim prevozom ali osebnim avtomobilom. Izdelovali so avtomobil po lastni domišljiji iz odpadne embalaže, tulcev, lesa, plute,
Vmes so se pogovarjali o različnih vrstah prometa, katere so čiste, in o tistih, ki niso čiste. Na aktualno temo Velika dirka po Franciji in oba slovenska junaka so iz papirja izrezali kolesarja, ga dali na kolo in nalepili na trdo podlago. Da je pripenjanje v avtomobilu za varno vožnjo velikega pomena, dobro vedo. In zato so z veseljem sami vadili, kako pravilno pripeti varnostni pas v različnih otroških sedežih. Geslo je enako povsod. Red je vedno pas pripet. Sami si izdelajo prometno cesto z označbami, prometnimi znaki in se igrajo domišljijsko igro z različnimi vlogami v prometu. Deček iz enega njihovega oddelka je narisal avto kot pobarvanko, otroci so risbo dokončali s sedeži in svojo družino varno pripeti in pripravljeni za vožnjo. Na osnovni šoli pod Goro so v Evropskem tednu mobilnosti izvajali pešbus za učence prve triade. Hodili so na 4 linijah, skupaj pa je skoraj 60 otrok vodilo 10 odraslih spremljevalcev. Učence prvih razredov je obiskal tudi policist in jim v praksi pokazal varno pot v šolo in jih podučil, kako se pravilno kot pešec varno vključiti v promet. Učenci prvih in 4 razredov so likovno ustvarjali na temo mobilnosti, učenci 6 razredov pa so začeli z aktivnostmi za opravljanje izpita za kolo. V tem tednu so obeležili tudi nov državni praznik, 23. septembra, dan slovenskega športa. Za dan slovenskega športa so opredelili datum, ko sta veslača Iztok Čop in Luka Špik ter strelec Rajmond Debevec leta 2000 v Sydneyju osvojili prva zlata olimpijska odličja za samostojno Slovenijo. To je praznik s posebnim pomenom, posvečen slovenskemu športu in njegovi promociji v najširšem smislu, s posebnim poudarkom, da vse Slovenke in Slovenci praznik obeležijo z lastno telesno dejavnostjo. Naj spodbuja vrednote biti telesno aktiven, uživati življenje in skrbeti za dobro počutje. Športna rekreacija pomeni povsem preprosto potrebo po gibanju in željo, da svoje veselje in energijo delimo s prijatelji. Pomeni trenutke, ko športna dejavnost ponuja svoje pravo bistvo. Temu primerno so se odzvali tudi učenci in učenke različnih razredov in so športno aktivno preživeli ta dan.